En lep dober večer vsem skupaj v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Danes imamo ponovno v gostih, ponovno, ker smo občinski odbor VSO Logatec, gospoda Branka Grimsa smo imeli že v Logatcu. Danes ponavljamo predstavitev knjige Zmaga dobrega tudi v Rovtah. In danes se nam je pridružila tudi občinski odbor Nove Slovenske zaveze, krajevni odbor Nove Slovenske zaveze, ki nam je pomagal pri organizaciji, in Judita Treven bo tudi vodila pogovor, pa jo bom kar povabil na oder oziroma odspredaj na mikrofon, da prevzame besedo. Hvala. Hvala, Jože. Tudi v imenu krajevnega odbora Nove Slovenske zaveze lepo pozdravljeni. Posebej seveda lepo pozdravljam gospoda Branka Grimsa in pa seveda našega poslanca iz Logatca, gospoda Zorana Mojškarca. Tako da jaz sem zelo vesela, ker danes imamo v Rovtah obilje poslancev, da vem, če smo že imeli tako. Je pa lepo videti tudi polno dvorano, da se vas je toliko udeležilo tega našega današnjega večera. Sem pa pravkar videla, da se nam je pridružil tudi gospod Boštjan Marko Turk. Lepo pozdravljeni v Rovtah. Mislim, da bo danes kar pester in zanimiv večer. Danes je dan upora proti okupatorju. Po Rovtah, kakor ste verjetno opazili, ne visi veliko zastav. Na ta dan v Rovtah ne izobešamo zastav, ker to ni naš praznik, to pravzaprav sploh ni praznik, ker na ta dan se ni zgodilo nič in tudi ta praznik nima vsebine. Bomo pa danes mi dali vsebino. Danes bomo govorili o posebne vrste okupacij in seveda tudi boju proti njim. Najprej pa bi vzpostavila eno temo, ki v zadnjem času zelo okupira naše kraje, in sicer v povezavi z našim občinskim glasilom Logaške novice, kjer nam desno misleči kratijo svobodo govora in smo sklenili, da se bomo malo bolj aktivno temu uprli. Vodja tega projekta, ali kako to ne imenujem, je dr. Anton Belušček, ki ga tudi lepo pozdravim v naši sredi in ga tudi sedaj vabim k besedi. Lep pozdrav v mojem imenu. Jaz sem napisal par besed o tej temi, in sicer: spoštovani, morda ste opazili, da se v Logaških novicah vedno pogosteje pojavljajo prispevki, ki slavospevno, večinoma zelo izkrivljeno, daleč od resnice, prikazujejo komunistično obdobje in revolucijo, začenši z NOB-jem, ter zelo usmerjeno tudi dogodke ob osamosvojitvi Slovenije izpod jugoslovanskega in komunističnega jarma. Po drugi strani je v Logaških novicah skoraj odsoten kritičen ali z dokumenti in stvarnimi dejstvi podprt prikaz teh obdobij in dogodkov, ki še kako zaznamujejo in vplivajo na naš sedanji čas. Ne, da se ne bi pisalo, toda do objave teh besedil preprosto ne pride. Lahko zatrdimo, da občinska oblast in uredništvo Logaških novic izvajata pritlehno cenzuro.
Več piscev me je opozorilo, da se podobno in redno dogaja ta zadeva tudi njim. Soočajo se z zavračanjem korektno napisanih prispevkov, krajšanjem besedil do neprepoznavnosti in tako naprej. Videti je, da gre za pojav, ki postaja sistemski in verjemite mi, je premišljen. Pri tem opozarjam, da so Logaške novice namenjene vsem občanom, vseh političnih ali kakršnikoli drugih prepričanj. Kot take jih vsi preko davščin tudi plačujemo in smo dejansko njihovi lastniki. Glede na povedano sem se odločil s civilnim angažmajem temu totalitarnemu početju upreti. Naj se sliši vsak glas, naj bodo Logaške novice prostor izmenjave mnenj, če hočete prostor za več resnic in bomo, verjemite, kmalu videli, katera je prava, kajti resnica je bila, je in bo ena sama. Če me pri prizadevanju želite podpreti, vas prosim, da oddate svoj podpis na list papirja, ki bo krožil naokoli. Z vašo podporo sem obrnil na občinske svetnike, da jih seznanim z nevzdržnim stanjem in od njih zahteval, da iz Logaških novic ponovno naredijo revijo, v kateri se najdejo vsi občani. To boste podpisali na ta list, od zadaj je pa še en list, kjer je pa prezenčna lista, tam pa rabite napisati naslov in podpis. Tako da 2 lista imate. Prvi je za peticijo, dovolj samo podpis, drugi je pa prezenčna lista. No, zdaj bom pa še uvedel ta dogodek v organizaciji VSO Logatec in odbora Nove slovenske zaveze Rovte. Smo se zbrali, da na rovtarski način obeležimo praznik Dan upora proti okupatorju. V medijih in najširšem prostoru se zanj ponovno uveljavlja ime Dan osvobodilne fronte, ki označuje zgodovinsko laž tako po vsebini kot po datumu. Ker pa je danes vendarle državni praznik, kakorkoli obrnemo praznik vseh državljanov Slovenije, je prav, da ga na nek način zgodovinsko osmislimo in v Rovtah s ponosom, čeprav se na ta dan v zgodovini ni zgodilo popolnoma nič omembe vrednega, praznujemo kot dan upora proti jugokomunističnemu okupatorju, kar je dejansko omogočilo, da smo Slovenci sanjali tisočletne sanje in dobili samostojno, neodvisno državo Slovencev in Slovenk, Republiko Slovenijo. Zato besedo dajem osrednjemu gostu večera, poslancu Državnega zbora Republike, magistru Branku, ki nam bo predstavil knjigo Zmaga dobrega, vodnik za boj proti kulturnemu marksizmu, s posebnim poudarkom na današnjem prazniku, izvorno njegovi zlaganosti, kajti kot magister Grims večkrat izpostavlja misel nekega filozofa, je laž nesmrtna duša komunizma. Pogovor z njim bo vodila predsednica Rovtarskega odbora Nove slovenske zaveze Judita Treven. Vabljeni k poslušanju in po dogodku o prijetnem druženju ter tudi k nakupu izjemno zanimive knjige. Hvala lepa. Na začetku povem, da boste besedo po želji ob koncu dobili tudi vsi prisotni v dvorani. Se pravi, da so zelo dobrodošla tudi vaše vprašanja, mnenja in podobno. Lepo pozdravljeni v Rovtah, gospod Grims. Povejte, ste prvič v Rovtah ali ste že kdaj bili tukaj v naših krajih? Najprej vsem prav lep pozdrav, iskrena hvala, da ste prišli. Iskrena hvala, da ste prišli v tako velikem številu. V Rovtah sem seveda že bil sem dol pri spomeniku, pač po vojni zločinsko pomorjenim ljudem. In verjetno je vsem jasno, da današnji dan, ker sem prav prosil za današnji dan, ni bil izbran po naključju za predstavitev moje knjige o Rovtah. Ta dan ima tukaj posebno simboliko. Posebno simboliko ima tudi zaradi tega, ker je kljub vsemu
ker si o njem mislim, in o tem bomo spregovorili kasneje, državni praznik. In zaradi tega, ker je vendarle državni praznik in zaradi simbolike tega dne, predlagam, da ga počastimo na tisti način, ki je po mojem edini pravilen v Sloveniji za ta dan. Vabim vas, da se z minuto molka poslovimo in počastimo spomin vsem, ki so bili po vojni zločinsko pomorjeni in seveda vsem padlim v vojni za Slovenijo. Slava njihovemu spominu. Današnji dan je seveda poseben dan, ker se na ta dan v resnici v Sloveniji pred daljnimi leti ni zgodilo nič. Na predvečer tega dne se je zgodila ustanovitev protiimperialistične fronte. Fronte, s katero so hoteli takratni levičarji oziroma komunisti, socialisti, kakorkoli jim že danes reči, sodelovati pri rušenju Evrope. Zato je v resnici šlo. To je bila protiimperialistična fronta za boj proti Angliji, Franciji in Ameriki. Za sodelovanje z nacizmom in fašizmom torej. V resnici, če vemo, zakaj gre, stvar postane logična. Žalostno, ampak logično. Kajti vsi totalitarizmi 20. stoletja imajo skupen izvor. To pa so misli Karla Marxa, njegove blodne ideje in seveda vse, kar se je dogajalo, je utemeljeno na teh idejah. Kdor se želi o tem prepričati, naj si pogleda. Ko sem pred nekaj leti v parlamentu prebral levičarjem prvomajsko čestitko Adolfa Hitlerja, kako so navdušeno ploskali in vpili, da stojijo za vsako besedo. Ker so bili prepričani, da so to njihove besede. In kdor se želi še manj nasmejati, naj si pogleda tisti posnetek, ko je Violeta Tomić, nesojena špicen kandidatka levice prejšnjih volitev, dobesedno tekla podpisati fašistični manifest, ker je bila sveto prepričana, da je to njihova temeljna ustanovna listina. In zato v resnici gre. Vse zlo, ki mu je bila izpostavljena Slovenija, vse zlo, ki smo mu priče danes, ima skupne ideološke korenine. In to so nauki Karla Marxa, Engelsa in potem vseh tistih, ki so temu sledili. Vse, kar se je spremenilo samo v metodi, cilji in vse ostalo so pa ostali enaki, kot so vedno bili. In to je treba postaviti danes v izhodišče, ko obravnavamo ta prostor, ko obravnavamo naš čas, ko obravnavamo to, s čimer se danes sooča Slovenija, s čimer se danes sooča Evropa, s čimer se danes sooča zahodna civilizacija. Sam osebno trdim, da večina ljudi danes to dojema kot spopad med razumom in norostjo. Ampak jaz trdim, da gre še za veliko, veliko več. Gre za večni spopad človeštva med dobrim in zlim. In zaradi tega smo se danes tukaj zbrali. Tako vesel, da sem se zbralo toliko, ker smo se zbrali pravi ljudje in hvala vam. Ne pa predno gremo prav k knjigi. Gospod Grims, poznamo vas kot politika, bili ste član mnogih delovnih teles, ste poslanec v Državnem zboru že od leta 2004. Kdo pa je Branko Grims zasebno in kakšne so vaše vrednote v življenju? Ja, tole je posebej težko vprašanje, upam, da imamo dovolj časa za odgovor. Zdaj, jaz sem bil dejansko v politiko sem zašel
pač že leta 87, to je bil čas tistega lepostrojega štrajka, takrat sem pač ideje, kako bom na fakulteti postal profesor. In nikakor me niso vzeli. Potem smo nekaj let leteli za nos, po domače rečeno, čeprav sem v povprečju matematično naravoslovni fakulteti čez 9, pa sem študiral, imel višje izpite, vse. Vzeli smo zmeraj druge. In potem sem nekega dne videl na profesorji Viziji, pač ravno tistega, ki je bil moj mentor, poziv k ustanovni celici Zveze komunistov, ki je točno geologija na matematično naravoslovni fakulteti takrat še ni imela. On za predsednika in tisti dve, ki so jih vzeli na mesto mene, pa sta imeli eno oceno nižje povprečje, pazite, za članice. Potem se mi je pa posvetilo. Naslednji dan sem se vpisal v, ko se že rekel, Socialdemokratsko zvezo Slovenije, Koncetu Tomšiču, ker je rekel, da bo zrušil ta sistem. In potem sem pač plaval, da veste, kot je zagradi tisto osamosvojitev, to je bilo tako obdobje, da ga ni, in sem ostal v politiki. Stal sem danes. Drugače sem pa tudi oče, imam 3 krasne otroke, 2 dvojčka, se pravi Tima in Tejo, parček in starejšo hčerko Laro, ona že končuje fakulteto, oba preostala dvojčka sta pa že tudi polnoletna in zato tudi o moji družini prvič v življenju pišem tudi v tej knjigi. Na enem primeru, do katerega pridemo še kasneje. Žal ni ravno dobro. Knjiga ima naslov Zmaga dobrega. Zakaj ste izbrali takšen naslov in kaj nam kot avtor želite sporočiti s tem naslovom? Glejte, danes je pač po dolgotrajnem pranju možganov, zlasti mlajši generaciji s kulturnim marksizmom, o njem bomo spregovorili veliko kasneje, vendarle je postala neka moda, da se razglasiš za ateista. Ne glede na to, da se danes mnogi mladi dojemajo kot ateisti, jaz trdim drugače. Dokler ločiš dobro in zlo, si vrlo ljudje, kajti Bog je dobro. In kaj v resnici želijo levičarji? Oni pa želijo zabrisati to mejo, da postane vse dopustno, da je človek Bog, in da je potem zločin sploh ni več zločin, ampak je pač samo neko orodje za dosego svojega kakršnega koli že cilja. Kajti potem postane vse možno. Potem se lahko zgodi, da pobijejo 212 nedolžnih žrtev po končani drugi svetovni vojni, ker je genocid, zločin, ki ne zastara. Potem se zgodi, da izvedejo nacionalizacijo, ki v praksi ni nič drugega kot organiziran državni rop. Samo izraz so malo polepšali, zakaj to uporabljajo levičarji, bomo tudi spregovorili malo kasneje. In potem se zgodi, da se lahko Ranković v Beogradu hvali, da so po končani drugi svetovni vojni likvidirali že več kot 510.000 ljudi. Se to sploh predstavlja. In da je v Sloveniji pač ne samo tukaj, ampak posod po Sloveniji okoli 700-800 prikritih grobišč, v katerih še danes nepietetno ležijo zverinsko pomorjeni ljudje. In njihovim klavcem se še danes klanjajo njihovi nasledniki. Po čemer je Slovenija res ekstrem Evrope, česa podobnega ne boste našli nikjer. Najbolj ste videli sliko gospe Tanje Fajon, ki se klanja tam Kardelju in Kidriču. To, kar je treba poudariti, je popolnoma neevropsko. Kajti evropska norma je spomin na zločin. Zato je 23. avgust dan spomina na pakt Ribbentrop-Molotov, ki je v resnici ravno ozadje tistega, kar naj bi se danes praznovalo, če bi seveda levičarske floskule veljale. Zato je ta dan spomina, da se ne pozabi zločin, da se izkaže vsem žrtvam ustrezno čast, ker zaslužijo vse žrtve čast, in da se vse zločince in zločine obsodi. Ne glede na ideologijo tistega totalitarizma ali pa, če želite, bedne izgovore, ki so jih uporabljali zločinci, ki so zločine izvajali. Vsak zločin je zločin
In zločin, kot je bil storjen tu, je genocid. Zločin, ki ne zastara. Je treba poudariti, da to zlo, o katerem danes govorimo, ima korenine že zelo dolgo nazaj, tam nekje sredi 19. stoletja. In prvi, ki je uporabil izraz holokaust in prvi, ki je govoril tudi o iztrebitvi slovanskih narodov, vključno Slovenci, je bil Karl Marx, ki je to objavil, seveda je treba brati še kaj drugega, ne samo njegov Kapital, ne? Ampak je to objavil Reunische Neue Zeitung in je zapisal, da morajo primitivni oziroma tisti nižji razredi, ne, oziroma nižji narodi, kot jim je on rekel, nižje rase, ker je bil rasist, tukaj izraz je prav uporabil, izrecno, izginiti v revolucionarnem holokaustu. In potem, on je bil prvi, ki je sploh uporabil izraz holokaust, ne, za uničenje celotnega naroda. In še danes se trudijo levičari, ne, in bodo pogodili neskončno črnila in porabili neskončno ur, da bi dokazovali, da on ni mislil takega revolucionarnega holokausta, ampak da je hotel reči v revoluciji. Ker da je tukaj kakšna razlika. Iztrebitev naroda je zločin nad človeštvom in zato bi tisti, ki to propagirajo, tisti, ki to častijo in seveda predvsem tisti, ki to izvajajo, morali odgovarjati. Knjiga govori tudi o ideologiji zla, ki uničuje našo zahodno civilizacijo. To ideologijo poimenujemo z enim izrazom kulturni marksizem. Kaj je kulturni marksizem, o čemer govorimo v zadnjem času? No, do zdaj sem govoril o metodah krvave revolucije. To je bil prvi poskus uveljavljanja novega družbenega reda. Kaj pomeni? Ne? Pomeni po domače, bom zelo grdo povedal, oblast kriminalcev. Ne? Tisti, ki ne morejo uspeti, ker so izgube, luzerji, potem posežejo po zločinu, da dosežejo oblast, ubijajo elito, naravno elito naroda, oblikovano skozi stoletja, in potem sebe prikažejo kot novi zmagoviti razred. Potem piše moj kolega Boštjan Turk in bo lahko še on v priložnosti, če je želi, predstavil svojo novo knjigo. Seveda izkoriščam tudi priložnost, da profesorja Boštjana Turka posebej lepo pozdravljam med nami. Zdaj pa pridemo do kulturnega marksizma. Že sredi, ali pa še niti ne sredi, na četrtini 20. stoletja je nekaterim že postalo jasno, da se zločin ne bo dolgoročno obnesel, ker zločin zmeraj povzroči tudi povratno reakcijo. In tako je italijanski komunist Gramsci razvil idejo, da pravzaprav namesto te metode, se pravi zločinskega enkratnega revolucionarnega pomora, je bolje uporabiti metodo počasnega drsenja v socializem. Ne? In sicer z metodo, ki so jo kasneje dodelali in razvili v tako imenovani frankfurtski šoli kulturnega marksizma, ne? Ki je bila direktno ustanovljena in financirana s strani Lenina in Sovjetske zveze, da ne bo nesporazuma, vsi člani pa so bili komunisti. Oni so tam razvili idejo, da bi s spreminjanjem govorice, s spreminjanjem pomena pojmov, s spreminjanjem pač nečesa, kar je tako drobno, v matematiki temu rečemo infinitezimalno, ne? Da ljudje niti ne zaznajo, postopno zdrsani celotno družbo v socializem. S tem, da njihov cilj seveda potem ni bil več noben delavski razred, itak je zgodba o revoluciji čista laž, da se razumemo, kaj sploh socializem je, kajti to je treba zelo jasno definirati. In za mene je daleč najboljša definicija tista, ki jo je dal Nobelovec Aleksandar Solženicin. On je bil Nobelov nagrajenec za književnost, hkrati je bil pa tudi begunec pred socializmom in zato zelo dobro vedel, o čem govori. In on je rekel, da največja laž v zgodovini človeštva je trditev, da je socializem orožje zatiranih delavcev in kmetov za obvladovanje finančnih velešpekulantov in bankirjev. V resnici pa je socializem orožje
finančnih velešpekulantov in bankirjev za obvladovanje revnih in nevednih delavskih množic. To je v resnici socializem. Kaj pomeni? Da se skoncentrira vsa oblast, vsa moč, vsa dejanska lastnina, glede na to, ko se to navzven prikazuje, v rokah skrajno majhne peščice ljudi. Vsi ostali pa životarijo v revščini in brezpravju, seveda, ki ga na dolgi rok vzdržuje totalitarna oblast. To je v resnici socializem. Ne? Tu ni nič naprednega. Dostakrat slišimo tisti izraz progresivno. Kaj je progresivno? En tak sistem podoben smo že imeli v zgodovini, že mnogo stoletij nazaj. Rekel se mu je feudalizem. Ampak takrat so vendarle feudalci bili zadovoljni samo s 1/10, pa še sledili so določenim vrednotam. Današnji socialisti pa nimajo nobenih vrednot, razen to vedo, da hočejo vaš denar, pa seveda nočejo vašega dela, hočejo pa vaš denar. In po drugi strani, da pač jih ne zanima drugo kot oblast. In jih ne zanima niti prihodnost, ker večina med njimi tako in tako je prvi govoril papež Janez Pavel II. In tudi o tem obširno pišem v sami knjigi. No in zdaj, ko enkrat to definiramo, moramo še nekaj upozoriti. Vse, kar reče levičar, morate razumeti obrnjeno na glavo. Kajti tako, kot je bilo že povedano v uvodu, zapuščina Václava Havla, njegovega kroga humanistov, človeštvu je zgodovinski rek. Laž je nesmrtna duša levičarjev. In karkoli vam levičar reče, morate razumeti točno nasprotno. Ker drugače sploh nikoli ne boste razumeli, o čem oni govorijo. To je krasno povedal George Orwell že pred mnogo desetletji v romanu 1984. Če levičar reče mir, to pomeni vojno. In če levičar reče, da bo osvobodil javno radio televizijo, če prejdemo na slovenski primer, to pomeni, da si bo podredil javno televizijo v neko ideološko, skrajno ultralevičarsko trobilo najslabše vrste, na katerem ne bo več niti kančka pluralizma. In zaradi tega, karkoli vam levičari govorijo, tudi to moramo postaviti že v sam začetek, je treba razumeti, da ko levičar govori, ne veljajo ne ustava, ne zakoni, vsaj ne za vse enako, pa bi morali, ampak veljajo pa Murphyjevi zakoni. In zlasti dva Murphyjeva zakona sta zgodovinska, ko govorite o levičarjih. Karkoli vam levičari govorijo, vedno vam govorijo o denarju, o vašem denarju, ki ga hočejo zase. In po drugi strani, za najbolj visoko donečimi besedami, se vedno skrivajo najbolj pritlehni interesi. Šele ko vse to vzamemo v izhodišče, razumemo, zakaj sploh gre. In danes levičari uporabljajo metode kulturnega marksizma. Kulturni marksizem kot tak ne pomeni nič drugega kot marksizem skrit pod krinko kulture, ki se vsiljuje na vse možne načine, kot neka lažna, nova, progresivna kultura. To je v resnici kulturni marksizem. Metoda, sem rekel, gre čisto postopno, pomehno, ki se vsiljuje, zlasti trije so vzvodi levičarske moči, ki so jih uspeli osvojiti, delno tudi zaradi naivnosti desnih, skozi minula desetletja. Prvi je šolstvo. To se je začelo že s tem, ko so iz Frankfurtske šole kulturnega marksizma odšli preko, bežali so pred nacisti, so odšli v Ameriko in tam so jih naivno sprejeli, pridite ubogi begunci, če vas to nekaj spominja. In so jim kar odprli fakultete in omogočili neomejeno delovanje na univerzah in zato je kulturni marksizem usvetel in preživel tudi padec Berlinskega zidu. Kot vsaki pravi grozljivki, nekaj preživel. Še huje je, da se je od takrat v bistvu še bolj ukrepil, zlasti na zahodu. In ko pač kulturni marksizem se zažira, to je rak vrednot, to je rak, ki razžira celotno družbo. Na osnovi Gramscijevih idej, on prvič zahteva uničenje vseh pribežališč človeka v najširšem pomenu besede, skupaj s pravimi vrednotami to pomeni uničenje družine, uničenje vere, uničenje nacionalne države, uničenje materinstva, očetovstva, otroštva, jasno, in seveda uničenje potem zahodne civilizacije kot celote. Pa pri tem seveda še uničenje zasebnega šolstva in zasebne lastnine,
kot dodatna elementa, ki sta nujna na tej poti popolnega uničenja. Kajti pri kulturnem marksizmu, tako kot seveda pri vsakem marksizmu, ne gre za drugo kot za sovraštvo in uničevanje. Vedno pa je prvi cilj uničenje vere. Zaradi tega, ker s tem, ko se človeku uniči vera in potem uničijo vsa tista psihološka pribežališča človeka, ki mu dajo opor, prave vrednote torej, postane človek predmet manipulacije. Postane odprt za lažno religijo. In levičarstvo, moderno levičarstvo, ni nič drugega kot lažna religija. In tudi, če pogledate tako strani zdaj, odnos, recimo medijev in odnos levičarjev do teh njihovih aksiomov, boste videli, da točno za to gre. Oni ne dovolijo nikakršne polemike, ne prenesejo nobenega drugačnega mnenja, zato se zatekajo v cenzuri in seveda pri levičarjih je vedno problem v tem, da bodo za vsako ceno uveljavili tisto, kar oni želijo. In to ne glede na posledice. Ko govorimo o tem, se moramo zavedati, da tukaj, ko recimo oni vodijo oblast, no, pa prejmo spet na slovenski primer, da bomo aktualizirali, je velika napaka, ko velikokrat slišim, da recimo, kaj se jim oni ne znajo, kaj se jim recimo, da Golob in njegova vlada nekaj ne znajo. Se strahotno moti tisti, ki to trdi. Ne? Oni to naklepno delajo, to je njihova politika. Ker navadni ljudje si težko predstavljamo, morda tukaj v tem kraju, kjer ste doživeli to zlo, po drugi svetovni vojni si vendarle to lažje predstavljate, da obstaja sloj ljudi, ki je za hlastanjem, za denarjem in za oblastjo, ki jim pomeni samo še več denarja, ne samo za to v resnici gre, pripravljen uničiti celo lastni narod in lastno domovino. In zaradi tega opozarjam, da levičar, če bi zdaj bil med nami, kakšen tak ta prav primerek, ne dobrega levičara, bi zdaj šel že v laftja. Kulturni marksizem je izmišljotina desnih skrajnežev. Kulturni marksizem, gospe in gospodje, poznajo tudi levičari, samo imenujejo ga drugače. Oni mu rečejo kritična teorija. To je namreč tisto, kar je razvila frankfurtska šola. Uradno, in pazite, to se danes predava na mnogih univerzah, tudi v Sloveniji že. Na Filofaksu pa še kje, ne? Kot najvišja znanost, kot merilo za vse, ne? V resnici pa čista ideologija, se pravi popolno nasprotje znanosti. In zakaj gre pri kritični teoriji? Za sistematično načrtno blatenje in diskreditacijo vseh pravih vrednot in z neko predpostavko, ki jo moram posebej poudariti. Da je za vse zlo po kritični teoriji človeštva kriv beli moški in za njim bela ženska in za njim beli otrok. In seveda, ko enkrat to razumemo, potem je zelo jasno, zakaj v resnici gre. Kritična teorija ni nič drugega kot skrajni, odurni, protibelski rasizem. In popolnoma nič drugega. In zaradi tega je treba, ko govoriš o levičarjih, postaviti že v začetek, že v izhodišče, preprosto spoznanje. Najhujša oblika rasizma je sovražiti svoj lastni narod. In žal ravno zato pri njih v resnici gre. Kulturni marksizem se izraža predvsem v treh oblikah. LGBT+, ki zajema tudi teorijo spola, eko in multikulti. Ali nam lahko na kratko zdaj predstavite te oblike? Ja, z veseljem samo najprej moram še ene dve stvari obrazložiti. Prvič, kaj uporabljajo levičarji? Tako kot so tukaj pred toliko desetletji, še danes uporabljajo najprej metode nasilja. Ampak da bi to prikrili, oni uporabljajo tudi posebno govorico, ki si rečem preprosto levičarjenje. In če hočemo razumeti, o čemu oni govorijo, morate vedno imeti ta prevajalnik iz levičarjenja v slovenščino. Zato sem že povedal prej, tako kot je govoril Orwell. Se pravi, treba je vse razumeti v njihovem popolnem nasprotju. In če vam oni recimo pridigajo o strpnosti, o humanizmu, se spomnite na tukaj le 212 pobitih nedolžnih žrtev.
To je njihova strpnost in humanizem v praksi. Ne? In če vam potem po drugi strani pridigajo o nenasilju, pa spet o moderni strpnosti, se spomnite na divjanje torb tam po Ljubljani, v času prejšnje vlade, in še na mnogo hujše oblike, ki smo jim že bili priča, po divjanju levičarskih torb po Evropi in seveda v ZDA. Zlasti tukaj mislim na tako imenovano Antifa, ki je vse drugo, samo ni antifašističe, ampak je ravno nasprotno. Se veste, kaj Churchill rekel, fašisti v prihodnosti bodo sebe imenovali antifašisti. Ne? In da je ta rek dobesedno zgodovinski, dokazuje, da so levičarji pripravljeni neskončne ure vložiti v dokazovanje, da Churchill osebno pa ni siguren, da je to rekel. Ja, kar da je to važno, kdo je to izrekel, važno je, da je trditev pravilna in očitno je. In seveda drugi njihov tak derivat je BLM, Black Lives Matter. Ko so divjali in s tem rušili Trumpa pred časom, pred prejšnjimi volitvami, je bilo več kot 20 mrtvih v Ameriki. Škoda je šla pa v milijarde dolarjev. Toliko o strpnosti levičarjev nekoč in danes. Se pravi, metode nasilja so uporabljali nekoč, metode laži so uporabljali nekoč. Metode laži uporabljajo danes, metode nasilja uporabljajo danes. Samo nekoliko se je spremenila ostrina in seveda ni se več iz hipne revolucije se je prešlo na postopnost. Vse drugo, temeljni cilji in vse ostalo je pa ostalo enako. In drugo, kar je pomembno, oni poskušajo to prikriti. Poudaril sem že, da je levičarstvo v bistvu lažna religija. Kako to funkcionira? Ne? Gre za preprosto navezo med temu, kar mi danes po domače rečemo tukaj, ne levičari, in tako imenovanim špekulativnim velekapitalom. Prej sem že poudaril, kaj socializem v resnici je. Ne? In danes moramo računati, ko govorimo o kulturnem marksizmu, zakaj se je tako težko boriti z njim. Ko bom obrazložil vse tri veje ideologije kulturnega marksizma, se je treba zavedati, da gre samo za denar, kot sem že prej poudaril. Ko govorimo o LGTB plus ideologiji, gre za okoli 400 milijard dolarjev ali pa evrov letno. Ko govorimo o eko-kulturnem marksizmu, pri tej ideologiji se obrne več 1000 milijard dolarjev in evrov vsako leto. In ko govorimo o multikulti, se pravi masovnih migracijah, se tudi tam obrne po uradnih podatkih približno pol milijarde dolarjev ali pa evrov, če želite, vsako leto. In ta vsota ponovno narašča. Še malo nazaj so ocenjevali na 400 milijonov, na 400 milijard, zdaj je pa že ocenjena na okoli 500 milijard dolarjev oziroma evrov. Da ne bom uporabljal še jaz, kot ena znana poslanka napačnih velikostnih enot. Tako da, ko to seštejete, vidite, za kakšen orjaški denar gre. In kdo so v resnici globalisti? Globalisti so skupina najbogatejših zemljanov, nekatere družine, so iz različnih koncev, med njimi bi lahko našli Kitajce, Ruse, Britance, Američane, seveda Izraelce, pa še kdo bi se najdel. In ti delujejo kot mafija vseh mafij. In danes oni v resnici uporabljajo klasične levičarje samo še kot svoje orodje. In pa veste, ko sem prej rekel, da levičarji treba se na glavo obrniti. Levičarji ima toliko zapovedati proti kapitalu. V resnici so pa levičarji najbolj vedne sluge špekulativnega velekapitala. In zakaj oni to delujejo? Zaradi tega, ker so našli skupen imenovalec. To je sicer bilo že prej prisotno, ampak zdaj je to že prav odkrito, zdaj tega niti skrivajo več. In kje je ta skupen imenovalec? Poglejte, špekulativni velekapital, kaj v resnici dela? Oni ustvarjajo ekstremne razmere, ki na svetu, bodisi v neki državi, v celini ali pa njihov cilj je globalno. In seveda, želijo popoln monopol, ki mu omogoča potem seveda ustvarjanje ekstra profitov. Ker s tem, ko naprej plasirajo orjaške količine denarja in ustvarijo izredne razmere, ker jih sami ustvarijo, vedo kakšne bodo in to jim seveda omogoča, da vnaprej pravilno investirajo. Drugi pa tega ne morejo. Po drugi strani pa je cilj levičarjev običajnih,
bil vedno imeti politični monopol. Tudi seveda monopol nad resnico, do tega še pridemo malo kasneje. Ne? In tukaj so se po domače rečeno povohali. In zaradi tega danes, ko govorimo o borbi proti kulturnemu marksizmu, se moramo zavedati, da ko se postavimo proti temu, se postavimo proti tisočem milijardam evrov in dolarjev pač špekulativnega velekapitala, ki lahko kupijo sodnike, lahko kupijo tožilce, lahko kupijo novinarje in verjemite, da so jih, da lahko kupijo politike, lahko kupijo znanstvenike, tudi najbolj zveneče znanstvene naslove, kolikor hočete. In so tudi jih. In zaradi tega je ta borba tako težka, zaradi tega je pač potreben za to tudi tisto, čemu rečemo državljanski pogum. Ampak od te borbe je odvisno preživetje celotnega človeštva, prihodnost naših otrok. Kajti vedno v zgodovini je bil pač prisoten nek proces, zlo, totalitarizem na nekem območju. Ampak vedno je bilo nekje nek drug prostor, kamor so se ljudje lahko, tisti, ki smo danes tukaj zbrani, iskreno zavezani. Svobodi, seveda z malo začetnico, da ne bo nesporazuma, in seveda pravim vrednotam, iskreno zavezani. Pravi verni, če želite. Da so se tam lahko umaknili in počakali, da je zlo minilo, oziroma da so ga premagali. Danes pa ta proces globalen in se nimaš kam umakniti. S tem se je treba torej soočiti in s tem se je treba boriti, ker brez tega ne bo šlo. In seveda, da bi to preprečili in da bi to prikrili, uporabljajo levičarji pač nekatere metode cenzure. Zato, da pač ne bi nekdo razkril, kako oni sprevrženo uporabljajo pojme, o čem smo govorili, kako je treba vse razumeti na glavo, kaj v resnici želijo, kaj v resnici počnejo. Oni pač uporabljajo 4 temeljne metode cenzure in sicer, če jih naštejem na kratko po vrsti. Prva je preganjanje sovražnega govora. To ste vsi že slišali. Ampak kaj je v resnici sovražni govor? Sovražni govor sploh ne obstaja. To je ideološki konstrukt. Sovražnega govora ne boste našli v nobenem temeljnem aktu z področja varovanja človekovih pravic. Našli pa boste svobodo govora, ki je temeljna človekova pravica. In obstaja lahko samo neomejena. Svoboda govora je tako kot devištvo, ali je, ali ga pa ni, le ni srednje poti. Vsako pač nasilno omejevanje svobode govora, bodi si pač zakonodajo ali pa z administrativnimi ukrepi, se pravi ukrepi vlade, izvršilne veje oblasti, pomeni pot v totalitarizem. Taka država je potem totalitarna. No, in kaj torej preganjajo v resnici levičarji? Resnico. Zato, ker vse tisto, kar razgalja njihove laži, kar razgalja njihove cilje, kar razgalja metode njihovega dela. In torej oni ne preganjajo nekega sovraštva, ravno nasprotno. Levičarstvo samo je v resnici lažna religija, religija laži in sovraštva. Ampak levičarji preganjajo resnico, ker jo sovražijo. To je v resnici bistvo te zgodbe. Ampak to je šele prva metoda. Druga metoda, ki jo uporabljajo, je tako imenovana politična korektnost. Kaj je politična korektnost? Da pač o nekaterih stvarih sploh ne bi smeli govoriti, ali pa če že govorimo, ne bi smeli uporabljati pravih izrazov, ko govorimo o teh stvarih, pravih pojmov. Zato veste, ker potem bi bil lahko nekdo užaljen. Ker recimo tistmu, ki je po vojni tukaj zločinsko pobijal nedolžne ljudi, če rečeš morilc, veste, on bi bil lahko užaljen, to se danes ne sme reči. Udbašu se ne sme reči niti, da je udbaš. To obstajajo sodni procesi v Sloveniji. Poznamo osebno eno kolegico, Niko Dolinar, ki je bila obsojena zato, ker jo nekom zapisala, da je udbaš. To se pravi, pri nas se zlorablja pravosodje, vleče krivosodje torej, zato, da se prikriva resnico in se sili ljudi v politično korektnost. Politična korektnost v resnici ni nič drugega kot samo cenzura. Iz tega razloga je še posebej nevarna, kajti če človek začne cenzurirati samega sebe, potem seveda ne moreš niti odpreti pravih problemov, niti nanje poiskati pravih rešitev. No, tretja metoda je že bolj
znana tistim, ki se ukvarjate z internetom, reče se pa fact checking, ne, oziroma preverjanje dejstev. A ni to perfekten levičarski orwellovski izraz, ne? Preverjanje dejstev. V resnici, zakaj gre, povem na konkretnem primeru. Več takih primerov nam seveda tudi knjigo. Konkretno pred nekaj leti sem objavil en tweet in sicer, zanimivo, ker se dotika ravno tega današnjega izhodišča, da se je druga svetovna vojna začela tako uničujoče za Evropo zaradi sodelovanja internacionalnega in nacionalnega socializma, se pravi nacistov Nemčije in socialistov Sovjetske zveze, ki so skupaj napadli Poljsko in potem še 2 leti kolaborirali v času druge svetovne vojne. In potem se je pojavil zavod Oštro, ki je falirana novinarka dela Nuška Delič, ampak zavod je bil ustanovljen z vašim denarjem, z denarjem davkoplačevalcev, zanimivo. In ona je objavila, da to je pa laž, Grims laže. In vsi mediji v Sloveniji, v srednji, so objavili Grims laže, kot da bi govoril o ne vem kakšnem dejstvu. Ne? No, potem sem razgrnil dejstvo, ne? Da je pač ravno 23. avgust, dan spomina, to je evropska norma, da se moramo spominjati tega, ne? Podpisa pakta Ribbentrop-Molotov. In da je bil tajni del tega pakta delitev Poljske in pa baltskih držav, ki so pripadale takratni Sovjetski zvezi. Ker je seveda Sovjetska zveza tudi resnična. In 1. septembra je Hitler napadl Poljsko, ne, z izgovorom, kao da spola ni nekaj, se poznate po zgodbo, ne. No, in 17. septembra mu je sledila Sovjetska zveza, ki je napadla Poljake v hrbet. In seveda, Poljaki so bili heroji, ampak 2 takih front ne moreš braniti na noben način, ne. In 22. oktobra so se udali. Ampak v tem času so nacisti in socialisti skupaj izvedli že en kup raznih proslav in imeli celo skupno parado v mestu Brest, o čemer obstajajo tudi slike in fotografije kot slikovni dokazi. Ampak še vedno je kar ista gonja trajala naprej, boste verjeli. Vse dokler ni poljski ambasador, takrat neki odličen človek, objavil uraden protest Republike Poljske, češ kako lahko objavljate tako odgovorno laž, če je moja država in moj narod toliko pretrpel ravno zaradi tega skupnega napada, ki je bil torej trajal najmanj od 17. septembra do 22. oktobra. To je bil dejanski čas skupnega napada z obeh strani. No, potem so ostali mediji odnehali. Ampak ne boste verjeli, da niti eden ni objavil preklica trditev in niti eden ni objavil opravičila. In še danes, če greste zdaj vtipkajte zavod Oštro, Grims pa druga svetovna vojna, se vam bo pokazalo, da imajo oni še kar na spletni strani objavljeni to, da je sodelovanje nacionalnega in internacionalnega socializma laž. Ljudje Božji, to sodelovanje, ta edina prava kolaboracija, ker je bila prostovoljna kolaboracija 2 totalitarnih sistemov, je trajal 1/3 druge svetovne vojne. Vse od podpisa pakta Ribbentrop-Molotov do Hitlerjevega napada na Sovjetsko zvezo oziroma operacije Barbarossa. In seveda, tako kot sem povedal na začetku, v Sloveniji niti slučajno na tisti dan se ni nič zgodilo, ki ga danes praznujemo, ampak na predvečer so v Mačkovi vili ustanovljeni protiimperialistična fronta za kolaboracijo, za boj proti Angliji, Franciji in Ameriki, skupaj s nacionalnimi socialisti in njihovim korporativnim derivatom, se pravi italijanskimi fašisti. In vse, kar se trudijo socialisti že ves ta čas, je prikrit to zgodovinsko dejstvo, ker jim ne paše. Ne? In zato se je tudi Hitler že izmislil, Stalin se je izmislil zmerjanje s fašisti. Ne? Zato, ker če bi nekoga zmerjal z nacionalnimi socialisti, ne, pa bi bil on socialist, ne bi to malo preveč odprlo oči, ne, da pravzaprav so se ti režimi med sabo povohali, kot se temu reče. Ne? In ne boste verjeli, da socialistična internacionala je leta 1939 v podpisu pakta Ribbentrop-Molotov uradno objavila pravi slavospev, kako ta pakt dokazuje, da z različni socializmi lahko delujejo na poti do zmagovite zmage svetovnega socializma, se pravi do popolnega totalitarizma na svetovni ravni. To, da vam bo jasno, zakaj pri socialistih v resnici gre. Mislim pa, da je vsem nam po tej
dvorani jasno, zakaj gre. Se pravi, ko govorite o preverjanju dejstev ali fact-checkingu, to ni niti slučajno nobeno preverjanje dejstev, ampak čista politična levičarska cenzura v najbolj grobi obliki in vsiljevanje ideoloških levičarskih laži. In potem je še četrta metoda, ki je za posameznika najkrajša, tudi to opisujem žal na lastnem primeru, to je bilo tisto, ko sem šel z družino na Brezje in sem vas potem primerjal s Goebbelsom, pa grede pa pač s vojnim zločincem, ki je pobil svojo družino, koliko vam to ni znano. In zakaj se to dogaja? Če je nekdo levičarjem nevaren, resnično nevaren, se ga bojijo, ker razgalja njihove laži, ker jim jih razume, ker pač zna tudi ukrepati, ga pač polijejo z gnojnico in potem mu zaprejo vse medije, vse medijski prostor in se ne moreš niti braniti. Meni so leta potem objavili, se boste morda še spomnili, karkoli sem objavil, karkoli sem govoril, grem spet laže. Ne da bi eden napisal en stavek, o čem sem sploh govoril, pa kakšni so bili moji argumenti. Sreča v nesreče je pa samo to, da se je to verjetno zgodilo zaradi tega, ker sem nekoč napisal tisti zakon o RTV Slovenija, in nekaj od tega zakona, ki je danes igral ustavnega sodišča in gospe Jovove, se pravi vladavine pač neizvoljenih, o čemer tudi še bomo spregovorili malo kasneje, potem bila ovržena, v veliki meri je ta zakon zdaj pač izbrisan, ampak v enem delu je pa obstal. In to je del, ki sem ga čisto samoiniciativno vključil v zakon, ko sem ga pisal, to pa so neposredni prenosi iz parlamenta, se pravi Državnega zbora, Državnega sveta in Evropskega parlamenta. Tako da se vsak lahko iz prve roke neposredno, brez posegov pač uredništev prepriča o tem, kdo in s kakšnimi argumenti zagovarja v resnici kaj. Prej se je s tem manipuliralo neverjetno. No to pa zdaj se vendarle toliko uveljavljalo kot nek demokratični standard, da tega vsaj za enkrat, lahko potrkam za srečo, pravi Bog ne pomaga, še nihče ni napadel, in zdaj zaradi tega si vendarle ne morejo toliko manipulacij prvošati, ker so si jih nekoč. Ampak zaradi te zgodbe so potem, to ne bi verjel, če ne bi sam doživel, starši prenesli to sovraštvo levičarjev, kaj tih levičarjev samo hujskaštvo in sovraštvo, na svoje otroke in so moji otroci doživeli pravi pekuštvo. Zlasti starejša hčera Lara, ki so tepli, uničevali njene stvari na črko. Jaz ne bi verjel to, če ne bi doživel. Da si predstavljate, kaj je to za otroka, vam povem samo en primer. Enega drugega opisujem tudi v knjigi. Ta primer je izjemen. Šla je za nagrado, ker je bila izjemna učenka, v London in to skupaj z drugimi najboljšimi učenci. In tam so dobili v eni restauraciji suši, ki ga običajni otroci nimajo rad. Moji pa jih slučajno imajo, ker jaz doma tudi rad kuham, kuham indijsko, kitajsko, domače, vse kar hočete, in sem jim tudi tako naredil. In smo jim radi tudi suši. In jim narekla, ker so vsi ostali rekli, bomo dali to stran, gledajte, po meni smo gotovali. In so pred nos metali na tla in pohodili in so rekli, naj ti tvoj proklet nacistični, janšistični fotor, pa niti on to plača. Mi smo pa raj poteptali, ker da bi tebra res. Punca je bila tako prizadeta, da bi prišla domov, ki je dvarni samo moj holokaust. In si jo predstavljali, kaj so doživljali moje otroci. To je pa kultura pač izničenja, ki jo izvajajo levičarji. In to se danes kar pozabi, in to se komu zdi že kar tako. Verjemite, da jaz in moja družina tega nikoli ne bomo pozabili. To so res hude stvari. Hvala, da ste to podelili z nami. Danes poteka boj za svobodo javne besede, ki ste ga že večkrat, ki to omenjate, ki je tudi boj za obstoj Slovenije in evropske civilizacije. Koliko so ogrožene pravzaprav evropske vrednote? Evropske vrednote so predmet napada. Govorim seveda o pravih vrednotah. Prava vrednota je tisto, ki jo oblikuje v vsaki civilizaciji vera. In Evropa je osnovana na krščanski veri. To se treba vedno zavedati, ker ljudje smo nagnjeni, zlasti v Evropi, k enemu zelo neprevidnemu sklepanju. Ker mislimo, da
Vsi ljudje po celem svetu zaznavajo, doživljajo ta svet enako kot mi. Ampak v resnici vsak prostor, vsako civilizacijo v osnovi oblikuje vera. Tista vera, ki je prevladovala stoletja, to ni proces enega leta, na nekem območju. In lahko se ima nekdo še tako za ateista, ampak v resnici temelj, okvir njegovega delovanja predstavljajo vrednote tiste civilizacije, ki jih je oblikovala vera. In krščanska vera je oblikovala Evropo. Če Evropi odstraniš krščanske korenine, to ni več Evropa. Zaradi tega so napadene evropske vrednote in zaradi tega, kot sem prej poudaril, je prva tarča vera, se pravi prava vera, krščanstvo. In žal je bila v tem, moram reči, levičarska kamarila kar zelo uspešna, ne? Kajti s tem vzvodi moči, zlasti z javnim šolstvom, ki je v resnici največja pralnica možgan, ne samo v Sloveniji, ampak to velja po celotnem zahodnem svetu, in pa seveda s pomočjo masovnih medijev, ter s pomočjo zabavne industrije oziroma kulture v širšem pomenu, so uspeli pač vcepiti v otroke, v ljudi, tudi v odrasle že, določene vzorce razmišljanja, ki pomenijo dejansko uničenje evropskih vrednot. In zdaj, če se vrnem na tisto prejšnje vprašanje, ko ste vprašali, katere so 3 temeljne veje pač ideologije kulturnega marksizma. Ločen sam osebno 3. Prva je tako imenovana LGBT plus ideologija. Ta je uperjena najprej proti otrokom, njen primaren cilj je otrok. Zakaj? Ker pogledajte, če bi zdaj recimo bil en propagandist tukaj LGBT plus ideologije, kulturnega marksizma, in bi vzel gospoda in bi mu začel razlagati, veste, vi pa niste moški, vi ste lahko tudi ženska, lahko ste pa tudi cis, bis ali pa škis, ne? In najboljš nekaj sajta poslušal, pa rekel, poslušajte, pa ste vi danes kaj popili, ali ste kaj čez nos potegnil, pa kjer je barve za tisti prašek, ne? In potem bi se zadeva končala. Otrok pa seveda ravna drugače, otrok to dojema, jaz vem, ker sem sam oče, ne? In otrok dojema vse, kar mu dajo odrasli, ker mu sporočijo odrasli kot neko dejstvo, kot neko pomembno sporočilo. Pač lahko verno verjame, ker je dobro nameren otrok, ne? In otrok je nepopisan list papirja. In če pridejo v šolo, propagandisti kulturnega marksizma in otrokom razlagajo, glejte, to, veste, otrok ima prejasno predstavo, ne? Kaj je družina? Družina je mamica, očka, pa jaz, otroka, ne? Če pa oni pridejo, pa možda veste, da je družina sta v resnici 2 očija ali pa 2 mamice, sploh pa je najboljš, če se imata 2 fantka posebej rada, pa se malo primeta od zgor, od spod, pa če se imata 2 punčke zelo rade, pa se malo ljubčkata od zgor, od spodaj, ko je to lepo počakarice naredita, ne? Pa je še kakšen slikce, no potem kaže se otroku ta slika popolnoma zamegli in postane dojemljiv za manipulacijo, za odcepitev, za propagando te uničujoče ideologije, s katero uničujejo našo mlado generacijo eno za drugim in vsako naslednjo čedalje bolj. Kam to v resnici pripelje ideologija spola in vse ostalo, kar je na to navezano, pozadju je tudi pedofilija, na kar posebej opozarjam, če kdo dvomi in si pogleda, kdo je bil predsednik, dolgoletni predsednik evropskih zelenih v Evropskem parlamentu. Vendit. On je celo govoril, kaj je počel s 5-letnimi punčkami v vrtcu, ker je v vrtcu delal. Kasneje je rekel, da je bila to zgolj njegova domišljija, nikoli pa ni zanikal, da je zato, da se pač popolnoma legalizira pedofilija, da si je za to prizadeval, pa je bil vodja v Evropskem parlamentu. Pazite. Pa je se mu kaj zgodilo? Nič. On je celo dobil posebne nagrade za zasluge v Evropskem parlamentu, potem, ko je šlo mirno v penzijo. Se pravi, vse to je tisto, kar v resnici ogroža naše otroke. In če želite, kam v skrajni fazi to pripelje, si pogledajte ameriški Hollywood. Teda skoraj ne boste našli več pač nekega uspešnega igralca, igralke ali pa glasbenice, ki ne bi na ves glas razglašala zdaj svetu, da je njen otrok transgenderski, se pravi, da hoče spremeniti spol in da mu zato že daje kemijske blokade in da mu zato že ga pripravlja na operacijo spremembe spola.
Da če bi bilo to res kaj medicinskega, zakaj bi to razglašalo celo svetu? Ne? V resnici, kaj to pomeni? Dajati kemijske blokerje, hormonalne, otroku pomeni, da ga narediš trajno sterilnega. Zdravega otroka si spremenil v življenjskega invalida. In če ga potem še operiraš, a veste, kaj pomeni to za otroka? Otroka razrežejo in potem se stavijo malo drugače skupaj, ne? Ker je slučajno v igri rekel, jaz pa nisem več fantek, jaz sem pa punčka. Ne? In ga razsekajo na kose in otrok, ko se bo čez leta zavedel, kaj so mu storili. Veste, ko se to ponavadi konča, nekateri celo trdijo, da skoraj 100% primerov, tam okoli 80, ne? Samomora, ker tukaj poti nazaj ni. In s tem, ker ti je dal Bog, ker ti je dala mati narava, bi rekel, s tem se ne gre igrati. Ker tukaj ne gre samo za hormone, gre za celotni sistem, tudi za psihologijo in seveda za vse, kar to za sabo potegne. In kaj to v praksi pomeni? Da danes zaradi denarja globalistov, ki potem se to debelo plačujejo, ne, ki propagirajo to, ti ljudje v Hollywoodu za svoje karijere, za beden denar, za več denarja, žrtvujejo svoje lastne otroke. Veste, kaj to pomeni? Da smo iz civilizacije prišli zaradi kulturnega marksizma in denarja globalistov nazaj v barbarizem. Ker barbarizem je bil žrtvovanje lastnih otrok. Zdaj se pa to zopet počenja. In zaradi tega se je temu treba upreti. Otroke je treba zaščititi, zato sem tudi sam osebno predlagal v parlamentu zakon, verjetno o tem niste nič slišali, ker so to neverjetno zamolčali vsi, zakon s pomočjo svojih prijateljev, kolegov iz SRS skupine, po katerem bi bilo prepovedano kakršnokoli ideološko vsiljevanje LGTB plus ideologije otrokom. Ne govorimo o odraslih, samo o zaščiti otrok. Vključno z vključevanjem teh vsebin v kakršnikoli obliki v izobraževalne programe ali pa vključevanje teh vsebin v tiste vsebine v medijih, ki so namenjene izključno otrokom. Se pravi, vse to bi bilo kaznivo dejanje, ker je to dejansko pornografija. Vse to da je nič drugega kot to. Šola mora celo po mednarodnih aktih, tudi te nekatere, ki so zdaj že kar v narekovajih pozabljeni, ne, kot je Splošna deklaracija človekovih pravic, pa deklaracija o otrokovih pravicah, pa potem konvencija o pravicah otroka OZN, ki je zavezujoč akt, ki so ga ratificirale vse države Evropske unije in sestavni del prava Evropske unije. Te navajam tudi v moji knjigi, ker ko te navedeš, so vsi na levi kar tiho, ne? Ker seveda, če bi se te akte spoštovalo, se nič od tega, ker se dogaja, nikoli ne bi smelo zgoditi. Dejansko gre za popolnoma samovoljno tolmačenje, vsiljeno tolmačenje nekih pravnih norm, ki je v nasprotju s tistim, kar je bilo takrat mišljeno, ko se je te akte sprejemalo. Danes se pa to vsiljuje kot nova desnica, pa nova normalnost, če želite. Ne? Zakaj v resnici gre, da ne bom predolg in bom s LGTB plus zaključil? Glejte, preprosto povedano, vse to poganja denar. Te operacije so najdražje na svetu, gre za 100.000 evrov za eno operacijo, teh klinik morate pa vedeti samo v ZDA na stotine. Tudi tam so mnogo hujše situacije že kot v Sloveniji. Ne? In po drugi strani pri kemiji, ne, ko gre za kemijske blokerje, so to izredno dragi preparati in ko se jih enkrat začne otroku dajati, ga mora ta revež jemati do konca življenja. Ker preparati uničijo njegov lasten hormonalni sistem in je zavedno odvisen od farmacije. In je torej dobesedno doživljenjska naložba za farmacijo. Grobo povedano, ampak oni to tako dojemajo. Ne? Samo za denar, pa za nič drugega. Zaradi tega preprosto povedano, ko veste za kakršen koli primera, ne, da se poskuša vsiljevati otrokom ideologijo LGBT+, je to treba verjaviti kot sum kaznivega dejanja. In kaj v resnici to pomeni? Ne? Glejte, bom zelo po domače povedal, tisti, norci, ki vedo, da so nori, hočejo novačiti med otroki, da bi jih iz njih naredili nove norce, zato da bi se oni manj nore počutili. To je v resnici vse v bistvu, ki je ideologija, pa čisto razumem. Zadnje je pa samo denar. No, če greva še na druge dve, da bom kar nakratko opredelil. Druga ideologija je eko. Ta je v resnici daleč najdlje že prišla, ker je zapisana že v nekaterih mednarodnih sporazumih. Je od pariškega sporazuma naprej.
in tudi v aktih Evropske unije in v slovenski zakonodaji že delno. Gre za v resnici tisto ideologijo, ki obrne največ denarja, tisoče milijard evrov. Zato so tudi na nje najbolj občutljivi. In vsak dan vas bombardirajo. Na čem je utemeljena, tako kot v bistvu vse, samo različne oblike so, na strahu. Ta strah je, se boste spomnili, preprost. Če 20 let nazaj šli gledati vremensko napoved, je bil en lep rumen sonček, se je smehljal, pa zeleno ozadje. Danes so pa nižje temperature, je pa se rdeče gorijo, izgoreli bomo. Ljudje, ki se jih takole dan za dnem bombardira skozi množične medije, pa jim to dopovedujejo še v šolah, pa jim to dopovedujejo še v zabavni industriji z nekimi filmi katastrof in podobnim bedarijam, so na koncu v paniki. In ko je človek v paniki, sprejema zase slabe odločitve. Vse, kako je to mogoče preprosto povedati navadnemu človeku, jaz sem drugač geolog, po osnovni izobrazbi sem povedal, zato verjemite, da vem, kaj govorim. In skice, ki so noter, so vzete iz najbolj referenčnih znanstvenih strani, ki sploh obstajajo. To so USGS, United States Geological Survey, in pa NOAA, se pravi ameriški inštitut za meteorologijo. Pa 200 iz Univerze Lomonosov iz Rusije, to je za naše veličare zapast, ampak tiste, ki so jih linkali, povezali USGS. Zaradi tega verjemite, da to, kar govorim, drži. Če pa kdo dvomi, se pa pripriča sam. Tipka stvari v internet, pa poišče, pa se sam pripriča, to še najbolje. Zdaj pa, kako da mi to deluje? To je pa najbolj zabavno. Če bi zdaj začeli po zimi meriti temperature, pa bi končali polet. Kaj bi namerili, če bi to vzeli kot trend? Zgoreli bomo. Glejte, koliko se je povečala temperatura, groza. Če bi pa začeli polet, pa končali po zimi, kaj bi rekel? Koliko so padle temperature, zmrznili bomo, ledena doba se bliža. In če bi v tem izbranem obdobju ponavljali te meritve, pa bolj precizno merili, z najboljšimi znanstvenimi metodami, bi dobili še več potrditev za točno ti dve trditve, ampak za obe. Ker sta obe seveda popolna neumnost. Zakaj? Ker ste vzeli prekratko obdobje za računati povprečje. In v tem je vas trik. Ker računa na človeško psihologijo, da smo ljudje taki, da mislimo, da vse, kar je pomembno, se je zgodilo v našem življenju. Tisto, kar je bilo prej, nas pa niti ne zanima. V resnici je bila v Evropi malo ledena doba, od 1550 do 1870, temperature približno 2 stopinje nižje, kot so zdaj, in v resnici nič drugega se ne dogaja, kot da se Zemljica nazaj segreva na povprečje. Ampak, to pa še ni vse. Se veste, to je tako povna, kjer je podajne. Če bi vzeli, da je treba vzeti vsaj eno človeško leto za računati povprečje, bi morali vzeti, seveda pri Zemljici malo drugače, ker Zemlja je stara 4,5 milijarde let, še celo malo več. In če to preračunate, je eno leto v človeških merilih tam je 65 milijonov let. Če vzamete 65 milijonov let kot obdobje, je to ravno čas od tistega, ki je tisti komet pobil dinozavre, do današnjega dne, Kenusoj, zemeljski novi vek, ko so celine približno tam, kjer so bile, kot so danes, atmosfera približno enaka, skratka se res obdobje, za kjer ga lahko vzamemo, da se je ustrezno za računanje povprečja. In kaj se pokaže? Da je bilo praktično celotno to obdobje na Zemlji bistveno bolj vroče v povprečju na celotni Zemlji, kot je danes. Še več, v času tako imenovanega ocenskega maksimuma ali ocenskega optimuma so bile povprečne temperature, pazite, na celotni Zemlji 8 do 12 in celo več stopinj višje, kot so danes. Pa se vpije, pa dela panika, zgoreli bomo, CO2 je kriv, človek je kriv, ne vem kakšne neumnosti. V resnici je to nekaj, kar sploh ni niti blizu naravnim maksimumom, ki seveda nimajo blage veze ne s CO2, ne s človekom. Pred milijoni let ni bilo človeka. Kaj je torej kriv? Kriv je sonček. Sonček je tista velika pečka gor na nebu, ki nas fino greje in brez kjer tudi ne bi prešli. In s tem, da morate računati, da tam vsaka perioda in vse v naravi se vedno dogaja v nekih periodah, je daljša, kot smo jim navajeni. Najkrajša perioda na Soncu je 11 let, daljše so pa tisočletja in potem še mnogo več nekatera. In to se včasih sešteje. In takrat Sonček bistveno bolj greje, kot bi sicer grel.
In pri tem še zemljica se ne vrti takole, kot si vsi predstavljamo, ampak resnici malo liha, tako je nekako čipko naredi. Ne? In zato se spreminjajo upadni koti in zaradi tega se tudi zemlja različno ogreva, že samo zaradi teh upadnih kotov. Ko se to dvoje sešteje, so seveda rezultat te temperaturne linije, ki so popolnoma naravne in proti naravi se ne moreš boriti. Naravi se lahko samo prilagodi, se to je temelj preživetja človeka. Kaj je torej vas trik? Še to moram povedati. Živimo v bistvu v medledenem obdobju, ne? Če tako gledamo, v zadnjih 100 000 let so samo ledene dobe. In pazite, vsa obdobja medledenih dob do zdaj so bila bolj vroča, kot je to obdobje, v katerem živimo in ki se zganja taka panika. Ne? Da o CO2, ki je sploh ne govorimo, to je samo za možne, za to, da se vas obdavči. Kajti CO2 je bil skozi vso novejšo zgodovino mnogo višji koncentracij v ozračju kot je nas. In rastline so se temu prilagodile. Tisti, ki imate doma rastlinjake, veste, da se celo vpihava CO2 v rastlinjake, ker rastline zato mnogo hitreje rasejo in bolje obrodijo, ker so skozi milijone let prilagodile večji koncentraciji CO2 v zraku. Če bi pa res drastično znižali nivo CO2 v zraku, tako kot vpijajo strašilci s vremenskimi spremembami na vrst glasa, veste, kaj bi se zgodilo? Ne bi več mogli rastline izvajati fotosinteze, ker pod določeno koncentracijo CO2 v zraku rastline ne morejo več izvajati fotosinteze in bi odmrle. Ampak s umrlimi rastlinami bi umrli tudi mi, ker je življenje na zemlji odvisno od preživetja rastlin. Tega vam pa vsi tisti paničari, ki vas spravljajo dnevno v paniko s podnebnimi spremembami, seveda ne povedo in vedo dobro, zakaj ne. No, zakaj v resnici gre, ne? Glede, kadar začne nekdo na televiziji na ves glas vpiti o podnebni pravičnosti, podnebni krizi, podnebnih spremembah, boju proti podnebnim spremembam, rinite se za denarnico hiter, ker samo za to v resnici gre. Samo obdavček vas hoče, dodatne davke, pa dobre in nič drugega. Če bi globalisti stopili pred vas, pa pošteno povedali, mi hočemo vse, kar vi imate, vaš denar, pa še vse premoženje vaših rodov, ki ste ga zbirali skozi tisočletje. Rekel, se bomo pa uparali, ne? Če pa pridejo in vas dan za dnem preko televizije prepričujejo, zgoreli bomo, boriti se moramo proti podnebnim spremembam, uničili bo našo zemljo, moramo zato, veste, predpisati nov CO2 davek, pa moramo zato zahtevati, da spremenite svoje peči v električne, pa morate zato strehe pokriti z fotocelicami in to vas bo stalo noro, ampak veste, to je zato, ker vas rešujemo, to je za preživetje, ne? Te pa rekli, če pa za preživetje, pa vam pa dam moj denar, pa še denarnica vzemite, samo rešite našo zemljo. Potem je vas ta trik, ne? To je zastraševanje, zato da se pač doseže en zlagan cilj. In vse, kar je treba o tem vedeti, ne? Kadar se kdo najbolj panično, zlasti ena gospa je značilna v Sloveniji, ne? Dere na televiziji tisto, da se moramo boriti pod podnebnim spremembam. Ja, globalisti se bodo borili pod podnebnim spremembam, pa do zadnjega centa vašega denarja. Pa tega konc, ker potem bo tako z denar v njihovih rokah. Ne? In zaradi tega, kadar kaj takega slišite, ko to poslušate na televiziji, lahko mirno izklopite zvok. Pa namesto tega si zavrte ti znan komad. Money makes the world go round, money. Točen ista vsebina bo, ampak veliko bolj pošteno bo povedal, kaj se v resnici hoče od vas. Tudi uničuje danes naše gospodarstvo in naše kmetijstvo. Ne? Zakaj je kmet na udaru? Zaradi tega, ker kmet je v vsaki državi, vsaki naciji, v slovenskem narodu, stebr tradicije, stebr kulture, stebr naroda. In s tem se strani globalistov, ki hočejo uničiti narode, to sem povedal že na začetku, naredi dve muhi na en mah. Uničeš tistega, ki zagotavlja samooskrbo, uničeš samooskrbo naroda in uničeš stebr tradicije in s tem stebr obstoja naroda. In po drugi strani se zato v Evropi sprejema popolnoma nore zakone, recimo, kaj se je bila leta 2035, se ne bo več smelo ogrevati in uporabljati motorjev na notranje izgorevanje.
Vsi ne bi šli kao na električne avtomobile in elektrifikacijo. Ta vsiljena elektrifikacija, gospod in gospodje, v resnici čisti blef. Ker prvič, ko gre za tako imenovano alternativno energijo, ne ravno energijo, zim, v temi, ko je najbolj mraz, a takrat fotocelice delajo, ne, a takrat turbine delajo, ne, takrat delajo samo ta velike hidrocentrale, ki ne zamrznejo, termocentrale in seveda jedrske centrale. Vse ostalo je blef in metanje denarja stran. In zakaj potem Golob sprejel, da je treba kar strehe pokriti s fotocelicami, pa da bo treba iti na elektrifikacijo pri ogrevanju? Ja, zakaj? Zato, ker slučajno on izvira iz enega takega podjetja, ne, ki ravno to prodaja. Pa ne boste verjeli, celo v lasti, svoji lasti, posebni lasti, ima eno tako podjetje, ki trži fotocelice, alternativno energijo. Temu se reče čisto koruptno ravnanje, ne, nič drugega. In to na globalni ravni je pa to isto z vsiljevanjem te elektrifikacije, kajti če bi res hotel prejeti na električne avtomobile, ves svet nima prvič niti elektrike, da bi to naredil, drugič v Sloveniji recimo, pa še marsikje drugje, nimamo za to ustreznih daljnovodov in če bi priklopil vse to hkrati, bi samo vse dol padli in bi imeli redukcije električne energije, konkretno v ZDA, v Kaliforniji, najbogatejše države, se je to že zgodilo, točno to. In po tretji strani treba vedeti, da s to prisilno elektrifikacijo, za katero sploh ni določenih surovin, ker potrebuješ recimo litij, pa tako imenovane redke zemlje, kot je neodimi, redka kovina, ki omogoča izdelavo močnih magnetov, zelo lahkih močnih magnetov. Teh kovin ni na zemlji toliko, da bi lahko izdelal toliko električnih avtov, da bi vsa sedanja vozila zamenil. Ker pomeni, da se v resnici hoče omejiti vaša človekova pravica, svoboda gibanja. In še več, tisti v Evropski uniji, ker Evropska unija je glede tega žal ravno v spredju, ne, in deluje, veste, v stilu tistega starega socialističnega lica, ne, ker birokrati v Evropski uniji se celo hvalijo s to svojo politiko, ne, ki je približno tako, če parafraziramo in strvic, ne, da cel svet se je znašel na pragu brez dna zaradi zelenega prehoda, ampak v Evropski uniji pod temi birokrati smo pa naredili že velikanski korak naprej. Ja, potem je kaj je končni cilj, da ne bom predolg, je dvig cen električne energije, nič drugega, in to se že dogaja. In to je tako, kot bi vas dodatno obdavčil z davkom brez zakona. Enak trik je inflacija. Zakaj je pri nas tako velika inflacija? Ker večja, kot je povprečje Evropske unije, daleč večja pod prejšnjo vlado, Janeza Janše pa mnogo manjša. Zaradi tega, ker vlada preveč zapravlja. In inflacija je tudi oblika davka brez zakona, ekonomsko gledano, ne? Preprosto povedano. Ne? S tem vas izčrpavajo pač sedanji oblastniki, ki so v resnici globalisti v Sloveniji, ne? Iz dneva v dan. In to na tak način, da mogoče kdo niti tega ne opasa, pa misli, da je to pač nujno potrebno. Ne? Res pa je, da si tudi Golob ne bi to prvošel, če ne bi čutil, da ima krit hrbet v Evropski uniji. Zaradi tega pač tudi sam zdaj tja kandidiram, ker je tam treba narediti po domači. No, ampak da ne bom predolg, bom še ta sklop končal s enim preprostim dejstvom. A to veste, da pravzaprav bi mogli zdaj biti še z enega razloga, ker imajo tako mešanih občutkov, ker poslovila se je zdaj očitno zima. Zima pa je najlepši čas za vse desno usmerjene ljudi. Pa veste zakaj? Ker je zima edini čas v letu, ko vidiš levičarja, ki ima roko v lastnem žepu. Še k tretji, tisti veji, s katero se jaz najbolj ukvarjam že 10 let, ne? Ideologije kulturnega marksizma, to je pa multikulti. Po domače rečeno, masovne migracije. Evropa seveda ni niti slučajno cilj nekih bogih beguncev. Beguncev tukaj ni, ker jih ne more biti po mednarodnih aktih, si ti begunci v prvi varni državi, ali po delu svoje države, če je ta varna. Če pa greš naprej, si migrant. In če dobiš preko meje ilegalen prehod, si ilegalni migrant. Pika. Toliko okoli tega, kdo prihaja. Seveda ne prihajajo nikakršni begunci, to dokazuje še nekaj drugega. Če bi bili to begunci, kot so bili nekoč, ko je bila vojna na Balkanu, so bile to ženske in otroci, pa mogoče kakšen star človek vmes. Vmes prihajajo pa za boj sposobni in sposobljeni ljudje. In v mošejah
tamle bližnjega vzhoda, recimo egiptovski, ker je muslimanska bratovščina, oni ne govorijo o nobenih ubogih beguncih, ampak govorijo o veliki evropski hidžri. Kaj je hidžra po Koranu? Hidžra je prva stopna svete vojne džihada in se odvija z masovnim doseljevanjem za boj sposobnih in usposobljenih islamistov na ozemlje, ki si ga hoče islam podrediti. Potem je pa najbolj jasno, kaj se v resnici v Evropi dogaja. Ne? In seveda to ni prvič to nobeno begunstvo, ampak organizirana, plačana invazija, ki jo plačuje denar globalistov, se pravi raznih Sorošev in njemu podobnih, in po drugi strani pač denar raznih šejkov in ostalih na Bližnjem vzhodu, ki imajo pri tem še verske in politične ambicije. In Evropa se zato spreminja. Evropa je glede tega mnogo hujše na udaru kot recimo ZDA, ker v ZDA prihajajo v glavnem ilegalni migranti iz Južne Amerike, ki pa je vendarle krščanska. Nam pa prihaja z področja radikalnega islama. In radikalni islam, prosim, zapomnite si, ni združljiv z evropsko civilizacijo. Kdor vam to govori, da je to združljivo, pa ali ne ve, o čem govori, ali pa laže. Ker ti v Svetem pismu piše, ljubi svojega bližnjega, v Koranu pa piše, obglavi svojega bližnjega. V Svetem pismu piše, ne želi svojega bližnjega žene, v Koranu pa piše, posili svojega bližnjega ženo. Ne? In tako naprej, da ne govorim vse razlike. Je pa zanimivo, ne? Jaz to zmeraj poudarjam, ne jeste se na tiste, ki prihajajo, ker oni samo izkoriščajo priložnost. In jo daje pa kdo? Peta kolona pač evropskih in slovenskih levičarjev, ki daje lažne obljube, ki jih načrtno vabi, ki jih načrtno spodbuja in tudi plačuje zlorabo vašega denarja, denarja davkoplačevalcev, zato da pospešuje te ilegalne migracije v Slovenijo in v Evropo. Nad temi pa pobesnite, ker oni so tisti, ki v resnici rušijo evropsko civilizacijo. Ne? In zdaj situacija, v kateri smo, je že zelo slaba. Ne? Pred desetletjem sem opozarjal, da je samo treba spoštovati zakon. Kako se je to začelo? Ne? Pa vse veste, da sem bil zmeraj usmerjen z nacistom, fašistom, ne, vse, kar se zmizla. A ja, by ponovno sem že mender Putinov plačan, zato ker ne podpiram LGTB plus ideologije. No, ampak tisto, kar je bistvo te zgodbe je, ne, da ko gre za to doseljevanje, ne, to zavedno spreminja podobo Evrope. To si treba zavedati. In če bi pred desetletjem spoštovali tisto, kar sem govoril, da je treba samo spoštovati evropski pravni red. Kako se je to začelo? No, dajmo tako pokazati. To je ena skupina, majhna skupina najbolj vplivnih evropskih funkcionarjev je preprosto zlorabila svojo funkcijo in kar suspendirala in del evropskega prava na čelu z Dublinskim sporazumom. To je naredila gospa Angela Merkel, pa še nekaj ljudi, ki so jih bili blizu, in potem so oni si podredili evropske institucije in potem še zahtevali od držav, od nacionalnih držav Evropske unije, tudi Slovenije, da so še oni odstopili od dela svoje zakonodaje in odprli svoje meje. Wir schaffen das, mi to zmoremo, ne, seveda. Te pravice nima nihče. Ti ljudje so navadni kriminalci. Ker so zlorabili svojo funkcijo, nihče nima pravice suspendirati en del evropskega pravnega reda. Danes se to že vse razpaslo, mediji, to, ker je sodišča to upoštevajo, zgleda že na videz, kot da je vse v redu. Ni v redu. Jaz trdim, da je to navadni kriminal, za katerega bi morali ti ljudje odgovarjati. Pa pojmo naprej. Na primer Roberta Goloba v Sloveniji. Kaj je on naredil? To je razlog prejšnje vlade. Da je najprej potegnil vojsko z meje, in potem je potegnil še policijo z same mejne črte nekaj 100 metrov notranjosti. Tega niti ne tajijo. To je resno. Veste, kaj so s tem naredili? Oni so onemogočili, da bi se v celoti, in to so zavestno, torej naklepno onemogočili, da bi se izvajal zakon o meji. Kajti obstaja evropska sodba Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je prelomna. Je pa zdaj stara že 4 leta, ampak verjetno nihče še ni slišal, ker jo skrivajo vsi komačka mlade. Tak sodba se pa glasi, da je dopustno celotno skupino ilegalnih migrantov zavrniti na sami mejni črti brez kakršne koli individualne obravnave in izgube časa, obrniti in poslati, odkoder so prišli. In je to popolnoma skladno z vsemi načeli in akti z področja varovanja človekovih pravic in z evropsko zakonodajo. Kar pomeni, da je na mejni črti vse, ki vstopijo v skupini, ker s skupinskim udorom izgubijo pravico do individualne obravnave,
možno takoj obrniti in poslati, odkud so prišli. Ta vlada je pa to načrtno preprečila. To se pravi, je naklepno odstopila in zlorabila svojo funkcijo in pač opustila dolžnostno ravnanje. To pa slovenski kazenski zakonik opredeljuje kot kaznivo dejanje. Imamo oblast kriminalcev. In še več, ti ljudje plačujejo, vsak teden imate kakšen tak razpis, ne, tako imenovane nevladnike, zato da hodijo v tujino in spodbujajo ilegalne migrante k vdoru v Slovenijo. Ne. In jim razlagajo, kje ne pridejo, kako maksimalno zavlečejo postopek, skratka, kako maksimalno zlorabijo naš pravni red. In oni vedo, da to, k čemur prepričujejo ilegalne migrante, ni zakonito po naše zakone. Torej delajo to naklepno. Naklepno spodbujanje tujcev ali pa kogarkoli sploh k kaznivemu dejanju, pa je tudi kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije. In tisti migranti, ki k nam pridejo, seveda ne pridejo na mejo in rečejo azil. Daleč od tega, oni pridejo, vderejo v notranjost, oni se dajo šverce, pa so sami šverce, ali pa pridejo nekje čez mejo, kjer vedo, da jih ne bodo zasačali. Ker pomeni, da oni tudi sami vedo, da niso upravičeni do azila in da so v resnici navadni kriminalci. Dajmo stvari povedati s pravim imenom. Mi imamo oblast kriminalcev, ki plačuje kriminalce zato, da spodbuja tujce, da pridejo s nam in z vdorom preko meje ilegalnim naredijo kriminalno dejanje. Skratka, imamo perfektno mafijo na oblasti, ki izvaja kriminalna dejanja in za vzpodbujanje tega kriminala še zlorablja vaš davkoplačevalski zasluženi denar. To, gospe in gospodje, je pa Slovenija pod oblastjo pač Roberta Goloba, če odstranimo vse tiste velike floskule o humanizmu. Kakšne je humanizmu? To, da tile ljudje prihajajo na tak način, brez nadzora, neorganizirano, pač ogroža tiste, ki prihajajo, tudi njih, zato tudi umirajo, ne? In ogroža vse tiste, ki tu živimo. Cilj pa je en sam, tako kot pri obeh prejšnjih vejah ideologije kulturnega marksizma, o kateri sem govoril. To je uničenje pač evropskih narodov, avtohtonih evropskih narodov in v danem primeru lahko govorimo o veliki zamenjavi. Da je velika zamenjava še 2 let nazaj, bi še marsikdo na desen, zdaj po meni padel, ja, to je pa čista izmišljotina skrajnih desničarjev. A res? No, lansko jesen je pa gospa Marija Cisint, tam čez mejo, v nekoč popolnoma slovenskem mestu Tržič, danes je to Monfalcone v Italiji, povabila lokalnega imama, imam pa je v islamu skupaj verski in posvetni poglavar, ker je pa nisto vse združeno, ne? Na pogovor o tem, kako zmanjšati konflikte, ker Monfalcone je preplavljen z ilegalnimi migranti, tretjino jih je že tam približno, od vseh prebivalcev ima non-stop težave, ne? In konflikte in kriminali in vse. Skratka, kako izboljšati integracijo. In imam jo je gladko odpiko, je rekel, gospod, nas integracija ne zanima, mi vas bomo zamenjali. Še več, bolj vplivni imam je od njega, tisti iz Esna, iz Frankfurta, iz Rima, iz Pariza, iz Berlina, iz Londona, so že zahtevali ne samo uvedbo šerijata, to je pravo, ki je zapisano izključno v Koranu in svetih knjigah haditih, ampak tudi uvedbo kalifata, se pravi popolnoma totalitarne oblike vladavine, značilne za skrajni islam. In namesto, da bi jih izgnali, pa Evropa ne odreagira na noben način, kao da je to tolerantno. Zdaj, veste, Mačkov Šaput je rekel, in to velja pri LGTB ideologiji ali pa pri tej, da kdor tolerira zlo, dela zlo tudi sam. Toleranca ali pa, če želite, strpnost ni nobena krščanska vrednota, ampak proti zlu se je treba boriti. Še več, veliki filozof, se pravi pač Albert Einstein, znanstvenik, je rekel naslednjo misel, da pač, če bo svet kdaj propadel, ne bo propadel zaradi tistih nekaj ljudi, ki delajo zlo, ampak zaradi vseh dobrih ljudi, ki stojijo ob strani in storijo ničesar. In če bi domislil, da je to kaj modernega, bom spomnil še na Danteja Alighiera, ki je pred 500 leti že približno zapisal tole, da kdor v času velike moralne krize, recimo ko so napadeni otroci, kot z ideologija LGTB+, stoji ob strani, zanj ga je v peklu najtemnejši del rezerviran, zaradi tega, ker zlu se je treba upreti. In tukaj smo na točki, o kateri govorim v tej knjigi. Zato bom prešel na noc, kaj pravzaprav je treba storiti.
Ko gre za ideologijo LGBT+, se je treba prepovedati. Ko gre za mladino, jim je treba preprečiti dostop. Da gre samo za novačenje med mladinom, dokazuje naslednje. Obstajajo parade ponosa, se veste, da je zame osebno parada ponosa sprehod mamic z zdravečki pa mladih družin. Da mnogi desci jedni da se naskakujejo, da je to ponos izvoden, ampak meni to ne bilo. V glavnem, zdaj, pazite, so bi pa izdana dovoljenja za te parade ponosa. In potem parade ponosa preklicane kljub izdanemu dovoljenju. Pa veste zakaj? Ker je v tem dovoljenju pisalo nekaj, kar bi moralo biti samoumevno. Da na paradi ne sme biti mladoletnih otrok, kot udeležencev, in da tudi mladoletnici ne sme biti mladoletnih otrok. In tisti, ki je bilo to izrečeno, je bila parada odpovedana, ker jih ni več zanimala. Potem je jasno, zakaj tukaj v resnici gre. Se pravi, to ideologijo je treba kratko in malo prepovedati v vseh oblikah, da bi bila dosegljiva otroka. Tiste, ki jo propagirajo, postajajo kot te operacije, zločinske, to je mengelejevstvo, da se razumemo, to je zločin od otrokom za mene, je treba pa, inače rečeno, poslati v zapor. Ko gre za ideologijo eko, je treba odstopiti od vseh tistih mednarodnih sporazumov, ki pomenijo samo uničevanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Odstraniti je treba birokratske ovire in sprostiti razvojni potencial Evrope v celoti. Samo za to v resnici gre. In zato lahko vsi bolj živimo, zato se lahko korišče rezerve, ki se jih potem uporabi za tretji del. Tretji del, ideologija multikulti, se ne bi dogajala, če bi imeli večjo rodnost med nami. Tukaj, hvala Bogu, vsaka čast vam in pa v dolinah tukaj, da zraven, je še vedno rodnost dovolj visoka. V povprečju v Sloveniji pa je žal rodnost samo 1,5 na žensko. Bila je že tam do 1,65, da je šla potem pod našo vlado, zdaj pa spet zdrsena navzdol pod Golobom na najnižjo raven vseh časov. In podoben problem ima celotna Evropa. Da se da nekaj storiti, dokazuje sosednja Madžarska, ki je sprejetje pač ustreznih ukrepov, da se recimo mami, ki ima 4 otroke, enostavno odpišejo do smrtno vse davke in tako naprej, pa še druge olajšave so uspeli rodnost dvigati do skoraj do 1,9. To še vedno ni dosti, ker 2,1 otroka na žensko je minimum za preživetje naroda. Dokaz pa je, da se da veliko narediti, če se hoče, da je treba pa če to smer delati. In seveda ves ta denar, te gore denarja, ki se zdaj vlečejo skozi okno za ilegalne migracije, za migrante, pozite, to je svinarija, ko oni govorijo o humanizmu. Vam povem, kako je to v praksi. Po merilih OECD je meja revščine v Sloveniji 840 evrov na prebivalca. Povprečna penzija, to se pravi človeka, ki je 40 let gradil samostojno Slovenijo s svojimi rokami, ne državo Slovenijo, je pa pod tem nivojem, kar pomeni, da večina upokojencev pri nas životari pod nivojem revščine, kar je grozljivo, nesprejemljivo. Ko pa pride en tujc, tamle čez mejo, pa vsi vedo, da to zlorablja, ne se kaj, pridejo ljudje iz Maroka in pol hodijo, ko dobijo tukaj azil nazaj v Maroko na počitnice na naše stroške, zraven ne bi bili pa tam življenjsko ogroženi. To je prav norčevanje iz ljudi, da se razumemo, ne, kar se zdaj dogaja. No, pa tisto ni problema. 1963 evrov so stroški za enega azilanta vsak mesec po uradni cenitvi Računskega sodišča Republike Slovenije. A je to humano? Je to skladno z vrednotami? Oprostite, to, kot je nekoč rekla ena gospa, to je čist navadna svinjarija. Ne samo svinjarija, je tudi kriminal in prej vse bi morali ljudje za to odgovarjati. In verjemite, da tudi bodo. Sam dokler se na oblasti levičar je tako kot kuža, ki lovi svoj red. Ampak zato je treba najprej oblast zamenjati in zato bo priložnost malo. Kaj mi torej rabimo? Mi rabimo najbolj pozitiven civilizacijski premik v zgodovini. Vrnitev k krščanskim koreninam, vrnitev k pravim vrednotam, vrnitev k smislu razvojnega potenciala, vrnitev k zaščiti družine, očetovstva, materinstva, otroka. Vrnitev k zaščiti nacionalne države. Nacionalna država se je izkazala kot najboljši branik pred kulturnim marksizmom. Seveda desno vodena nacionalna država, kot je recimo sosednja Madžarska. Bolj, ko je nekaj oddaljeno od neposrednega nadzora, neposrednih volitev, bolj je podvrženo kulturnemu marksizmu.
Zato tudi opozarjam na tako imenovano vladavino neizvoljenih. Recimo, Svetovna zdravstvena organizacija je izdala priročnik, po katerem je treba naše otroke, to ni šala, da mislim, da se hecam zdaj, pri 4 letih učiti, kako masturbirati in kako šlatati svoje gole kolege. Ne? In zato ne bi imeli posebne sobe in prostore. Ne? In pri 9 letih jih je pa treba že usmerjati v homoseksualnost. To so uradna navodila Svetovne zdravstvene organizacije, ki pa zanimivo veljajo samo za Evropo. Za Bližnji vzhod, za Kitajsko, za Afriko, ki je otrok bistveno več, pa ne veljajo, so pa druge navodila. Zakaj gre torej? Gre za uničenje avtohtonih in evropskih narodov, ali pa če hočete za uničenje belega človeka. Gre za uničenje zahodne civilizacije. In zaradi tega potrebujemo ta pozitiven civilizacijski premik, da se to preusmeri v varovanje pravih vrednot. In to je možno narediti. Samo kaj potrebujemo za to? Zato potrebujemo drastičen pomik proti desni, zdaj na evropskih volitvah, med političnimi strankami in seveda znotraj političnih strank, da pridejo v spredje tisti, ki so se sposobni in imajo tudi pogum boriti s kulturnim marksizmom. Ker ne gre več za to, da bi morali malo spremeniti smer. Zdaj treba te procese presekati, ker če ne meni verjete, ne bo več čez par let možno govoriti, da Evrope ne bomo spoznali. Evrope preprosto ne bo več. Danes ne zadošča samo zaščita meja, kamor je treba vrniti vojsko in policijo na samo mejno črto. Potrebna je tudi remigracija, to se pravi pošiljanje celotne mase vseh tistih, ki očitno zlorabljajo evropski pravni red, azilno zakonodajo, ki ustvarjajo nevarnost v Evropi. Tja, odkoda so prišli, to bo mnogo težja naloga, kot bi bila nekoč samo zaščititi meje. Ampak od te naloge, od njene izvedbe je odvisen obstoj Evrope, njenih narodov in pa pač naših otrok, naslednjih generacij. Kaj torej potrebujemo? Potrebujemo Evropo, ki bo ščitila svoje največje bogatstvo. Največje bogatstvo Evrope so pa njeni avtohtoni narodi, se pravi njihove tradicije, kulture, jeziki. V našem primeru zame je vedno prva Slovenija. Se pravi slovenski narod, slovenski jezik, slovenska tradicija, slovenska kultura. Zaradi tega vas za konec tega mojega predavanja, da ne bom predolg, lepo prosim, zavedajmo se vsi, da vsako slabo oblast izvolijo tisti dobri ljudje, ki ostanejo doma. Torej, če kdaj, zdaj na evropskih volitvah povejte vsem, ne ostanejo doma. Skupaj s prijatelji, znanci, kolegi, pejte na volitve in volite desno in samo desno. In v tem trenutku je najbolj desno v Sloveniji SDS. Zato vas prosim, glasujte za SDS. In na listi SDS vas lepo še jaz prosim za vaš preferenčen glas, dajte mi 5, okrožite številko 5, Branko Grims. Kandidiram preprosto zato, da bi se boril za vas, da bi se boril za prave vrednote, da bi se boril za pravo Evropo, to je Evropo narodov. In da bi bil čist normalen takle pozdrav, s katerim tale moj uradni nagovor zaključujem, pa se danes sliši nenavadno, ampak jaz pa upam, da nekoč se bo po celi Evropi svet zdel popolnoma normalen. Bog vas živi, Bog živi Evropo, Bog živi našo domovino, Slovenijo! Zdaj pa tako, kot smo že na začetku rekli, da dajemo besedo še publiki. Gospod Turk se je javil, tako da kar izvolite. Ja, lep pozdrav. Nikoli še nisem bi rekel, se tako čutil nagovorjenega, da bom z nekim takim notranjim veseljem nekaj stvari povedal. Najprej bom rekel to, da magistra Grimsa poznam, spremljam njegovo pot in vam povem, da v tem ključnem trenutku evropske zgodovine in njene usode je nujno, ampak nujno ni bi bilo dobro
fino bi bilo, ne bi bilo slabo, je nujno, da so ljudje kot Branko Grims z takim sklopom vrednot v Evropskem parlamentu. Nujno je, da dobi stranka SDS čim več glasov za Branka Grimsa, je pa to pot zelo realna preferenčni glas. Zato vas pozivam tukaj navzoče, predvsem pa, da prenesete naprej, jaz bom tudi storil po svojih svojih močeh, kot jih imam, da se da Branku Grimsu preferenčni glas. Zdaj pa, seveda, če se ozrem na to predavanje, ki je bilo recimo zelo impresivno, recimo 10 minut predolgo, kljub temu. Zelo impresivno, moram reči, in ker se jaz s tem ukvarjam, bi rekel, bolj poglobljeno, moram povedati, da kolikor presenetljivo se je to slišati, kar je gospod Grims govoril, je vse resnično. Recimo, ta omenil vam je Cohn-Bendita, ki je bil seveda spočetnik revolucije 68, eden glavnih figur v zeleni v Evropskem parlamentu, strašno slaven, njega dopolnil samo v tem, da je on o svojih pedofilskih izkušnjah javno govoril na javni televiziji, in se spominjam recimo tega, da je rekel, kako je to, kakšen užitek je to, ko ti 5-letna punčka odpira, se pravi, ko se to imenuje, razporek na plačah. To je vse dokumentirano. To tudi ni treba, samo gre se na internet, pa če boste vtipali Daniel Cohn-Bendit, vam bo to vam prišlo. In vse stvari, ki jih je kolega Grims tukaj povedal, kako so skupaj se neverjetno sliša, so vse do konca resnične. Recimo, to z globalnim segrevanjem, recimo en primer, ki bo to recimo potrdil. Sem bil 3 tedne nazaj v Salzburgu, ki je bila pač redno zasedanje Evropske akademije znanosti in umetnosti. In se pravi, jaz sem tam član, pa tudi se pravi, prodekan prvega razreda humanistike. In ker sem pa zastopil dekana, ker ga ni bilo, se pravi, imel so te, bi rekel, protokolarno vlogo, to priključuje tudi zato, ker seveda ljudje kot Branko Grims pa jaz, ki se izpostavljamo za prave reči, smo, bi rekel, deležni strašnih, bi rekel, so recimo zavolili izvolitev v nazivu jednega profesorja, pa me metali z univerze, zato češ, da nima mednarodnih referenc, nima mednarodnih referenc. Ampak pustimo to primera. Hočem reči, in potem sem bil povabljen v to najožjo družbo, ker je imela pa predavanje Nobelova nagrajenka. Pašte, za leto 2020 je dobila Nobelovo nagrado Emmanuelle Charpentier iz zelo komplicirane zadeve, se pravi DNA, konstrukciji novih, zelo nočem govoriti, ker ne poznam področja, pa tudi temu. In smo potem sedeli pri mizi, ona sedela za mizo, se pravi dekan Ioannis Liricis, pa jaz, se ona presedla, in smo začeli pogovarjati, bojmo tiče tukaj, je tam stalo ne vem, 15 novinarjev, vsake 3 minute je nekdo prišel za kakšen intervju, ker Nobelovi nagrade NCT je to. On se je začel pogovarjati, sem začel to v podnebnih spremembah. In mi je rekla potem tako na konc, je rekla, but what do you think exactly, kaj mislite, točno. Jaz sem jim povedal točno to, kar govori, kar sem tudi v svoji knjigi že napisal, pa zdaj ne bom, kaj to pač ena knjiga, zdaj se prezentira, da bom v svoji. Ampak kljub temu mi je poslušala, veste, in ni rekla, da nimam prav. Jaz sem mi rekel, človek, znanost v tem trenutku ni v položaju, da določa, ali so, da reče z gotovostjo, ali je človek tisti, ki povzroča podnebne spremembe, ali ne. Mi tega orodja danes znanost nima. Ga nimamo. Ni rekla ne. Se je z mano strinjala. Sem dal, potem sem naredila selfie in sem dal selfie, v sled seveda na to, da je videli moji kolegi, ki mi učitajo, da nimam mednarodnih referenc, ker se selfie z Nobelovo nagrajenko, pač, jaz nimam nič pri tem, bil sem tam, ampak kljub temu, in se je z menoj strinjala. Paste. Mikrofon, se boljši šli, jaz imam zelo močen glas. In se z menoj v tako pomembni stvari strinjam. In druga, recimo, če lahko podprem, kolega Grimsa, multikulturalizem. V Bruslju je velika mantra, da je multikulturalizem pogoj za demokracijo. To sploh ni res. Multikulturne države, ker poglejmo, kakšne so bile. Sovjetska zveza. Lenin je rekel, mi vsem manjšinam, mi smo multikulturni. Je bila demokratična?
Prosim. Multikulturna je bila, jedinstvo se svuda rađa, mračne sile to pogađa. Jugoslavija. Ja, pa ne, pa to je bilo pisano, se tega spominjam. Jugoslavija je bila multikulturna, a je bila demokratična. Ja, bila. Tistih od leta 90 naprej do leta 92, ko se je zgodilo Sarajevo in državljanske vojne, ki so pokazale, da je ta multikulturalizem popolna neumnost. Danes je multikulturna, naprimer Kitajska. A je demokratična? Halo? Ne? To je popolni, recimo, multikulturni je danes, recimo Libanon. A je demokratičen? A je tam fino živeti v Libanonu? Jaz mislim, da ne. In to je ena največjih, bi rekel, največjih prevar, ki nam zdaj Bruselj usiljuje, da je multikulturnost nekaj, kar je pač pogoj za demokracijo. Drugo, kar je pa temeljno, je to, kar kolega Grims govori, vse te tri velike postavke, ki jih z največjo voljo uveljavlja, bi rekel, Evropska komisija, načeloma z, bi rekel, žensko, ki je prvič špicen kandidatka za volitve, ko je v postopku preiskave Evropskega tožilstva zaradi zadeve Pfizer. Saj ti migranti ne prihajajo kar tako. Jaz se spominjam Ursule von der Leyen na Lampedusi, welcome, pridite. Pa se to so televizija prenesla okrog. Hočem reči. In ti ljudje, mi imamo evropsko ustave, nimamo. Ampak leta 2007, kot pisala sta Janša pa Rupel, je Evropa dosegla najvišje soglasje okrog ultimativnega dokumenta, ki je najvišji dokument Evropske unije in ki določa vse. To je hierarhija, kot je v Sloveniji ustava na vrhu. Ta dokument se imenuje Lizbonska pogodba. V Lizbonski pogodbi, jaz sem to natančno zanaliziral in tem tudi veliko pisal, v Lizbonski pogodbi, ki je tako ustava Evropske unije, vi ne najdete ene besede o migrantih, ene besede ne najdete o LGBT. Jaz sem šel 2 teksta, francoski pa angliški, prebrat 2-krat, potem pa z največjim, bi rekel, računalniškim programom iskanja najdi mi LGBT. Ga ni. In tretja, zeleni prehod. Ga ni. Nekaj je čist v enem od členov napisali, da moramo pač spoštovati, tako kot jaz ne moram prijeti, zdaj sem blaten, ali pa da recimo, da sem kopil na vrh, si moram dati že, bi rekel, srajco, sem ocenil, da dam rekat, se bom vseeno, da bom govoril, tako gor dol, Hočem reči, da nekaj moramo bolje spoštovati, jasno, da ga moramo spoštovati, ampak ti ljudje, ki nam uničujejo Evropo, delujejo v kontradikciji, v protislovju za njeno ustavo, ki jih za to, kar počnejo, absolutno ne daje nobenih pooblastil. To je klasična zloraba. In jaz mislim, da in še bi lahko navajal, to, kar navajam samo zato, da povem, da so te stvari, kolikor nenavadno se slišijo. Zakaj se pa slišijo? Zato, ker nam možgani stalno omehčavajo z, kot je rekel kolega Grims, rdeče, joj, ker ne stalno, da se nam zdi to nenavadno, pa to je vse resnično. To je vse popolnoma resnično. In s tem zaključamo, da taki ljudje so garancija našega preživetja v prihodnje, če pride v Evropski parlament. Mehanizem, kako moj kolega Grims pride v Evropski parlament, sem vam pa pojasnil. Trebuje toliko in toliko preferenčnih glasov. In to je to. In jaz mislim, če si to zasluži, si jih zasluži on. In pa rekel tako, kot on z Bogom poslovam, pa rekel amen. Po moje so trgovci z moralom najvišji slepali. Z moralom trgujejo. Z denarjem. In reklame delajo, to bi obdavčil do amena, če reklame. Ja, bestilo, tale izdelek je takle, Kupite ga pa boste videli, a je res ali ni. Ja.
predno dokončno zaključimo, se pravi, knjiga je na voljo, dobite jo zadaj pri Žanu, oziroma, tukaj. Predlagam, da je tukaj odspred, no, original podpis boste dobili. Jaz imam še eno vabilo. Naše društvo, se pravi Nova Slovenska zaveza Krajevni odbor Rovte, vsako leto v prvih dneh maja organizira spominski pohod iz Rovt na Svete Tri kralje v spomin na toliko domobrancev in seveda tudi civilistov, ki so v začetku maja, se pravi natančno 5. maja 1945, odšli iz Rovt in se nikoli več niso vrnili. Večina je bilo pobitih, nekaj pa pač jih preživelo, govorim predvsem o civilistih, ki so pa potem odšli v Argentino in so njihovi grobovi v Argentini. Če se nam kdo želi pridružiti, mi štartamo v petek, se pravi čez 6 dni, v petek ob 17:30 pri spomeniku tam pred cerkvijo. Tam nakratko zmolimo za vse te ljudi in potem odidemo peš po isti poti, ne v celoti, ker so šli z Rovt potem preko Praportnega Brda do Šentjošta, mi gremo pač do Svetih Treh kraljev. Gor je pa ob 7. zvečer maša in smo pač pri tisti maši, tako da ste lepo povabljeni, tisti, ki bi želeli. Lahko se pa tudi samo z avtom zapeljete, tisti, ki ne morete pač peš. To je za približno uro pa četrt hoje na Svete Tri kralje. Pridite samo k maši k Svetim Trem kraljem, se pravi petek ob 7. zvečer. Jaz se najlepše zahvaljujem vsem, ki ste tako obogatili današnji večer in ste dali vsebino današnjemu prazniku, ki je drugačni ne bi bil. Tako da res hvala lepa. Mi smo pripravili mečke na prigrizka, tudi pa pijačo, tako da temle odzad se ustavite in ste povabljeni, da še mečke poklepetamo in tako no. Hvala lepo vsem. Dovolite še, da se še enkrat posebej zahvalim pač Novi Slovenski zavezi za soorganizacijo in vodenje, seveda društvu in seveda njegovemu predsedniku VSO-ja iz Logatca za pomoč pri organizaciji, vsem vam za udeležbo, kot znak pač hvaležnosti in spoštovanja, pa se vam pridružim v petek na pohod. Hvala. Ker sem večer začel, ga bom tudi končal, se zahvalim gospodu magistru Branku Grimsu za današnji večer, Juditi za vodenje, pa Boštjanu Turku, da se nam je pridružil. Pa takoj napovedujem 8. maja ob 20. v dvorani Jožef Marije in Marte v Logatcu. Pride Boštjan svojo novo knjigo, pa prosim, da lepo vabljeni, da pridete dol, no? Da bo dvorana dol večja, ker ta je malo mehna, glede na zanimanje, je to fajn, no? 8. maja, to je sreda 8. maja. Ja, jaz bi pa sam še eno malenkost prosil, če bi lahko rezerviral za naslednjega 27. aprila, bi rekel tukaj, če je to mogoče, se pravi Ne, zakaj? Zato, ker bi rad, kot je Branko predstavil svojo knjigo, ker je čisto vse končalo, nisem hotel svojo knjigo njegovo posegati, ker to ni fair. Ampak ideja pa ni slaba, ker ta knjiga pa govori Jetniki svobode, Slovenci, Jugoslavije in oblast Osvobodilne fronte. Ta knjiga pa govori prav o tem. Ampak to je čez 1 leto, prosim. Hvala lepo.